ful sva poudarila ta kalorični vnos dnevni. Zdaj me pa zanima, kako je to dobro razdeliti, ne? Ker včasih smo poslušali, dobro imeti 5 obrokov, čim več obrokov pomal, ne? Danes poslušamo druge ekstreme, 1 obrok recimo na dan, intermittent fasting, ne? A lahko to poveš, kaj je v bistvu znanstveno najbolj priporočljivo delati? Ok, jaz bom se vrnil nazaj na tisto, kar sem povedal že prej. Ljudje imajo radi prehranske ekstreme in ljudje se tudi radi dajo v skupino, jaz pa zdaj delam XY karkoli. 1 obrok na dan, 8 obrokov na dan, to sta mogoče 2 ekstrema, lahko jo tako imenujemo. Ne? Za nekoga mogoče res super dela 1 obrok na dan, ampak takih ljudi ni lih veliko. Kaj pa bi mogel vedeti, a si ti v tej skupini? Pa kaj se takrat zgodi? Jaz v tej skupini nisem. Ne. Jaz zaužijem nekje 4 do 5 obrokov na dan poprečno. Ne zato, ker bi bilo to edino prav, ampak to meni odgovarja. To odgovarja mojemu življenjskemu slogu, mojim energijskim potrebam in mi omogoča, da sem popolnoma zdrav, kar mi je super. Ne. Za nekoga, ki nima časa pojesti 5 obrokov na dan, so verjetno bolj 3 obroki, mogoče 2. 1 obrok na dan je pa prvo fizično že težko to hrane pojesti, da ti ohranjaš neko zdravo telesno maso, da telesu daš vsak hranila. 2000 kalorij bi mogel pojesti, ne? 2000 kalorij bi mogel pojesti nekdo, ki ima manjše energijske potrebe od mene, pa jaz nisem zelo velik model, ne? Za nekoga, ki je tvojih dimenzij, 3000. Probi sprav 3000 kalorij dol v 1 obroku. Lahko. Ampak spet, zame. Ampak spet pogledava, če želiš pa ti pojesti 3000 kalorij iz polnovrednih živil, ne iz meka, je pa to logistična nočna mora. Ja. Volumen je velik. Volumen je težava velika. Ne vem, pol kile brokolija, 200 gramov riža, suhe mase, 300 gramov govedine, je komad, ne. Tako da, ja, če nekomu to sede, pa da mu mogoče zdrave, dobro počutje, valjda go for it. Če ne vidiš posebne potrebe potem, pa 2-3 obroke na dan. Kaj bi bil benefit recimo tega, če je nekdo sposoben v 1 obrok ali pa v 2 dati, pa recimo, če greva na to področje intermittent fastinga, ki se zadnja leta, se ne vem, če so leta, ampak ja, zadnje čase zelo propagira, kot ful dobro je za longevity, celice se spucajo, ljudje imajo govorijo o tem, da imajo boljši fokus, takrat, ko ne presnavljajo hrane, ne. Tako, kaj bi bili benefiti tega, če je možno recimo spraviti zadostno količino kalorij v neko okno? Z 2 obrokoma na dan to načeloma gre, ali pa če se prehranjuješ, ne vem, 6-8 ur v dnevu, komot vneseš vse potrebno, kar tvoje telo potrebuje v zadost veliki količini. In tukaj sploh ni panike. Zdaj, kar se tiče benefitov, glavni benefit, ki ga tudi znanost trenutno proba predstaviti. A bo še kave? Hvala, sem cool. Glavni benefit je to, da če ti intermittent fasting, prekinitveno postenje, omogoča to, da ti reduciraš svoj energijski vnos, ki ga imaš trenutno, in ti s tem omogoča izgubiti telesno maso, super. Delaj potem to, če ti to omogoča, da se ti spustiš na tisto zdravo, normalno telesno maso in da potem to vzdržuješ. To je glavna prednost, ki jo trenutno imamo. Mogoče tudi, kar se tiče torej glikemije, kako bi temu rekel po slovensko, zmožnosti presnove ogljikovih hidratov za nekatere posameznike je mogoče boljši način za to, da pride spet do neke zdrave meje, če se bliža nekemu diabetesu ali pa kaj podobnega. Kar pa se tiče autofagije, kogar si omenil ti, pucanja celic in nekaj takih zelo takih magičnih benefitov mogoče, ne. Intermittent fasting ti pomaga živeti dlje, če si kvasna celica ali pa glodalec, ne če si človek. V laboratorijskih pogojih, na kvasovkah in na miših to res podaljša življenje, ampak mi se tukaj zdaj pogovarjamo o tem, a mi živimo v laboratorijskih popolnih pogojih, pa nam nekdo vse nosi, pa servira, pa ne rabimo biti močni, pa imeti neke zdrave, normalne telesne mase, ali želimo biti ljudje v resničnem svetu, ki želimo biti tudi malenkost močni, odporni na bolezni, ker smo boleznim skozi izpostavljeni, a ne? Pa zaenkrat nimamo nobenih benefitov. Ja, tako naprej. Se pravi, ne vidiš te povezave med mišjo, ki je imela neke efekte, pa človekom v realnem okolju, ne? Tako. A si videl tisto, to je čisto en tak intermezzo, pred kratkim sem zasledil nek tak, je bila celo neka taka teorija zarote, da vse te miši, a ne, ki smo jih mi
za laboratorijske pogoje vzrejali, ne, so v nekih aspektih ful drugačne od miši v naravi in to bi lahko vplivalo na vse te študije, ki smo jih delali zadnjih 50 let. In to je točno to, kar si ti zdaj omenil, malo druga plat je tega, ne, da ne moreš prenesti tega, kar se zgodi laboratorijski miši k človeku, ker tiste miši nisi mogel prenesti tega na miši, ki so v naravi. In to bi pomenilo ne, za znanost, ne, pa za velik študij, ki smo jih mi delali, zaključke na podlagi tega, ne, da bi mogli še enkrat revizitati, ne, ker v bistvu vzememo neko tako izolirano okolje, tam dobimo neki sledek in potem ekstrapoliramo mentalno, to bi se tudi zgodilo nekemu človeku, ne, v teh pogojih, ampak nikoli niso taki pogoji. Ne. Nisem slišal za to teorijo, ampak če lahko iz tega se nekaj naučiva ali pa potegnemo eno temo naprej, nikoli ni dobro sklepati iz živalskih ali pa modelnih študij, kaj bi se pa zgodilo človeku in si kar na pamet zmisli. Če to velja za miš, velja tudi za človeka. In tudi, zakaj so te modelni organizmi toliko koristni lahko, je zato, ker v njih lahko ti odkriješ nekaj, mogoče mehanizem, mogoče en potencialni učinek delovanja, pa si potem ti zasveti žarnica, pa si znanstveniki rečejo, kaj pa to zdaj res pomeni za človeka? Oni ne rečejo, to pa tudi velja za človeka. Gremo zdaj mi vzeti ta mehanizem, ki smo se ga naučili iz miši, podgane, muhe, karkoli, probat ustvariti še potencialni mehanizem oziroma si zamisliti mehanizem, a to tudi v človeku deluje in potem probamo nekaj študij narediti na človeškem modelu, da lahko vidimo potem, a to sploh velja za nas ali ne. Nikoli pa si izmisliti na pamet, ker če bi si izmislili na pamet, bi lahko rekli tudi tole, čokolada lahko pri določenih psih povzroči hudo alergijsko reakcijo in pes umre. Ljudje ne smejo jesti čokolade. Hvala lepa. Ne gre to tako, znanost pač tako ne deluje. Ja. Kaj bi pa rekel za intermittent fasting? Glede na to, da ga sam ne prakticiraš, pol ne priporočaš svojim klientom. Jaz svojim klientom ne priporočam nobenega posebnega načina prehranjevanja, da rečem to pej delati ali pa tega ne delati. Jaz probam prilagoditi prehrano posamezniku tako, da rečem, take pa take zahteve ti imaš, take so tvoje potrebe. Bilo bi fajn, da to nekako pokriješ. Zdaj, kdaj ti te obroke ješ? Koliko obrokov ješ? Meni je vseeno. Če se deva zmeniti za 3 obroke, cool. Probi ti v 3 obrokih to se noter prenesti. Če so ti obroki razporejeni enakomerno čez dan, fine with me, pejte potem delati to. Če ne, če bi jih rad imel samo opoldne, popoldne in zvečer, tudi to gre, ne? Samo če tebi to odgovarja, če ne, pač deva najti nekaj drugega. Ker ljudje podcenjujejo, koliko je pomembno prehrano prilagoditi lifestylu, ne pa lifestyle prehrani. Intermittent fasting se marsikomu zdi ful dobro. Wow, vsi benefiti, ful malo časa v dnevu namenim hrani. Ampak potem pa pride tisti začetni, tista doba privajanja, recimo, pa se oni zjutraj zbudijo, pa so ob 6 bili navajeni zajtrk, ob 10 malcu, zdaj pa tega kar naenkrat ni. Fuck. Prvi obrok šele ob 12. Meni to ni všeč. Jaz se tega nočem imeti. Meni potencialni benefiti ne odtehtajo vsega, kar izgubim, torej zajtrk in malica, zato se intermittent fastinga nočem imeti. Tako da, dajmo o tem razmišljati tudi, ko zbiramo načine prehrane. Ne? Ja, jaz lahko svoj primer povem, da tako vedno, ko me sprašujejo, veliko stvari probavam, pa sem čez leta probaval na področju zdravja in vsega tega optimizacije. Ne? In vedno rečem, da to, da sem začel intermittent fasting, jaz osebno pri sebi vidim kot največji benefit za najmanj efforta od vseh stvari, ki sem jih implementiral. In to zdaj držim že, 5 ali pa 6 let. Zjutraj ne jem in mogoče je bilo sam prvi mesec, da sem imel ta efekt, da je bil telo navajen in sem bil lačen. Zdaj sem tudi lačen, recimo zdajle, ne? Ampak me ta občutek nič ne moti. Nič ne mota, ne? In v bistvu, ne vem, ta fokus, ki ga dobim, jaz tako čutim, je ful vreden. No? Sploh zjutraj, ne? Da sem zelo čutim zavesko tako ostro, ne? Zelo tako lahko se fokusiram na eno stvar, misli niso v nekih oblakih, ne tavajo. Ne? In se mi zdi, da je to posledica tega, ker pač zjutraj ne jem. Ne?
Ampak tako jaz verjamem. Ne, če nekdo opazi neke koristi določenega načina prehranevanja, recimo intermittent fastinga, super, valjda, daj potem pejte se to v praksi, delaj to. Ampak ne pomeni, da če deluje zate, da bo delovalo za tvojo partnerko, mamo ali pa kogarkoli, ki bi bil ti zelo navdušen, pa bi rekel, zame to ful dobro dela, daj še ti to probaj. Mogoče enim osebam to ne vtehta in ne funkcionira. Tak je efekt, ne? Eni so probali v mojem krogu in jim je isti efekt so imeli kot jaz, eni so pa probali, pa niso imeli tega efekta ali pa niso mogli zdržati ali pa šli iti čez to navado. Eni pa večeri ne jejo, ne pač. Različni smo, absolutno. Ne. Sem tako generalno, kolikor smo različni, jaz vsem mislim, ne, verjetno imamo mi dva enega skupnega prednika, ne. Neko celico ali pa neka če greva ful 1000 let nazaj. Ne. In mislim, da smo tudi ful podobni, ne, v določenih aspektih. Ne. Pač vsi smo ljudje, kolikor sem rekel, imamo istega prednika in mogoče imamo ene skupne točke, ki so vredne, da se jih šeramo med sabo. Ne? Imamo pa tudi tukaj znanost, da nam pove kakšne stvari, da ne tavamo preveč časa v teh svojih eksperimentih. Ne? Tako, kakor smo si podobni, smo si obenem tudi različni, ne? In zdaj vsak pa te specifike mora zase najti, kaj mu odgovarja, kaj ne, potem pa se sproti to prilagodi.